Dober večer. Dober večer. Najprej drži, da vas je rekordno hitra prodaja na začetku spravila v jok? Drži, ker je ganljivo je to. Zakaj? To zaupanje po vseh teh letih. 25 let igramo, pa da ljudje še vedno zaupajo in nekako te gane, kako veliko odgovornost so naložili na nas. Tako da solze smo se hitro obrisali, zdaj pa gremo delati. In kaj vas zdaj čaka v naslednjih dneh? Take manj prijetne stvari. Recimo, kaj je prva stvar, ki jo morate storiti? Grozno, ne, ampak denar, stroški, optimizacija stroškov. Projekt zdaj smo zastavili ta projekt, ki po izračunih bo stal okrog 1,5 milijona in zdaj je treba to spraviti na obvladljiv milijon in iz tega narediti eno res lepo in srčno zgodbo. Vse je zelo drago. Mislim, tudi mi čutimo inflacijo, je abnormalna inflacija. In ko najemaš opremo, ko gradiš scene, ko se pogovarjaš za varnostne načrte, statične izračune in take stvari, te stvari vse zelo stanejo. Tako da to je en tak projekt, ki je za nas blagoslov, slavljenje Boga, eno lepo poslanstvo, seveda tudi reklama, ni pa zaslužek. Tako da kar pride notri, gre tudi ven. In to je naš cilj. Ja. Kaj bo motiv letošnje noči Modrijanov? En tak odnos do okolja, odnos do ljudi, torej dva neka temeljna lepa odnosa, ki lahko ta svet spremenita na bolje. Zato bo motiv čebela kot en tak simbol, ki nas znova uči. V osnovi pa bo to en velik spektakel, en velik šov, plesno-glasbeni, z gosti, ki bodo iz Slovenije. In kar je res lepo, v Sloveniji imamo trenutno na slovenski glasbeni sceni res zelo veliko velikih zvezdnikov. Koncerte razprodaja Jan Pestanjak, Magnifico, Jokera, Nina Pušlar, Flirti in zdaj bi še lahko kar našteval. Vse to bo na noči Modrijanov? Pa Avseniki, Fehtarji, vse to si želimo na noči Modrijanov. Gostov ne razkrivamo, ampak veliko imamo odličnih gostov v Sloveniji, ki lahko oddelajo en tak velik spektakel. Ampak poleg pa bodo sodelovali tudi glasbeni talenti. Je to že zaprto ali se še lahko uvrstijo? Mi prav vabimo mlade, da jim damo priložnost in izkušnjo enega velikega odra. In prišlo je že okrog 300 prijav, še bomo čakali in potem izbrali 2-3, ki jih bomo popeljali na ta oder. Mladim je treba dati priložnost, tako kot so jo nekoč dali drugi nam. Kakšne veščine bodo morali pokazati ti mladi? Eno strast, eno veliko ljubezen, seveda tudi en tak glasbeni talent, pa lep glas, ampak sicer pa eno ljubezen do odra in da je lepo ustvarjati muziko, pa ne bi tisti čas samo na telefonih pa za računalniki, ampak da je lahko to ena taka lepa igra, pri kateri spoznavaš ogromno ljudi in to je ta lepota. Koliko ljudi pa bo sodelovalo v tem šovu? Nastopajočih okoli 500, produkcijska ekipa okoli 250 do 300. Prvi tak produkcijski sestanek je izgledal, da je prišlo na njega 15 ljudi in vsak ima svojo ekipo ljudi. Zelo veliko ljudi, zelo veliko različnih ljudi, ki skupaj nikoli ne sodelujejo, ampak pri noči Modrijanov jih pa mi združimo. Kaj ne rečem, opreme toliko, da jih bomo vozili s šleparji v Stožice, no pa še to mogoče. Jaz sem požrl svojo obljubo, da ne bomo šli iz Štajerske. In da gremo v Ljubljano. Požrl sem jo. Zakaj? Samo zaradi logistike. To pomeni, v Stožice lahko mi s kamioni pripeljemo, v Celju smo pa mi na roke nosili vsak tram, vsak kos lesa, ker nismo mogli umakniti parketa. Tako da ta logistika, zaradi te logistike pa humanosti do ekipe, sem tudi besedo požrl. Kako si razlagate, da ste petkov koncert razprodali recimo tako hitro, četrtkov samo še nekaj kart? Ena stvar, mi smo največjim fanom, tem, ki nas spremljajo 30 do 40 terminov na leto, smo jim pomagali z namigi, kako lažje do vstopnic. Eno leto smo z njimi komunicirali in jim tudi omogočili z linkom in s kodo, da so si največji fani lahko že prej uredili vstopnice. Pa iz sveta so se nam začeli javljati Slovenci, če jim lahko pomagamo priti do kart, preden kupijo letalske karte. Od Teksasa, Nemčija, Švedska, Švica, Kanada in zato smo mi določeno število vstopnic že prej pomagali urediti. Potem se je pa zgodilo, kar se je zgodilo. Dolgo časa se je o tem govorilo, v minuti so karte pošle in kar je zanimivo, ogromno Slovencev bo prišlo iz celega sveta. Iz kje vse, omenili ste Teksas še kaj? Ja, Argentina, Kanada, potem cela Evropa in pišejo nam maile,
Pa še nekaj, no, 4000 mailov sem prebral in tudi 4000 mailov sem osebno odpisal. Vzel sem si Osebno? Ja, Koliko časa ste rabili? cel za to? december. Cel december sem 4000 mailov prebral, odpisal, dal linke, odgovoril na vprašanja in ljudje tudi pišejo zelo osebne zgodbe, kaj jim ta muzika pomeni. Ljudje pišejo tudi recimo upravičila, da ne morejo priti na Noč Modrijanovi, ker se tega ne morejo privoščiti. In hkrati eni z velikim veseljem kupujejo po 60, recimo bi radi kupili za celo družbo 60 ali pa 100 kart. Tako da čutiš ta srčni utrip ljudi, tudi kako je enim težko, da si tega ne morejo privoščiti, eni pa to z velikim veseljem. Pa še kot zanimivost, ogromno Hrvatov pride, ki obožujejo slovensko muziko. Vsaj 100 samo iz enega kraja, celi avtobusi, ljudi, tako da so neki zanimivi tudi fenomeni, ko to spremljaš. Za konec, kaj želite vi v resnici skozi vsa ta leta že sporočiti? Spreminja družbo. Absolutno spreminja družbo. Muzika ima večjo moč, kot se zdi. Glasbeniki se zaenkrat še niso odločili, da bi ustanovili stranko. Lahko pa na lep način s koncerti spreminjamo svet na boljše. Najlepša hvala, da ste bili naš gost. Z veseljem.